začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog, ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorodjeni sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical. Ta je bil tisti, v katerem sem rekel, ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli, milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on nam je razložil. To je Kristusov evangelij. Čisto mladem, novem letu ste se zbrali. Smo se zbrali tukaj pri Sveti Trojici, da bi bili kot oni, tudi mi eno. Da bi bili še bolj ljudje, kristjani, Slovenci, prijatelji s seboj. Prebral sem, da je kasnejši papež Pavel VI, ko je bil še škof, vprašal eno ženico, kako vam gre, ko je imel tudi navado vprašati gospod Mačko Šuštar. Kako vam gre? Pa pravi, imam za jest, imam vsega dovolj, a pa ste pa srečni? Ne, pravi. Pri meni je sin in snaha, ki nimate časa za me. Nič. In škof, kasnejši papež, si je zares vzel te besede, kako je, če imaš vse premalo, če nimaš ob sebi človeka, da je nekdo pri tebi, da je nekdo s teboj. In drage sestre, danes smo slišali evangelij, vse zame je težek. Pravijo pa, da je ta evangelij
v Janezu, o besedi, ki se je očlovečila, takšen, da kar zdravi. Vsi se želimo zdravja, takšnega zdravja, ne samo telesa, ampak tudi našega duha, naše duše. Evangeliki zdravi. Zakaj? Ker smo začutili, da je Bog prišel med nas, da bi bil z nami, da je razpel nad nami svoj šotor, da ne bi bili sami, da ne bi bili kot ona starejša oseba, ki ni imela v sebi človeka, ki bi jo imel rad, ki bi imel čas zanje. Gospod se je očlovečil, se je naselil med nami, da je z nami. Ne vidimo ga, čutimo pa ga po našem papežu. Kdo je že sedanji papež? Leon XIV. Čutimo, da je Gospod z nami, med nami, da razprostira svoj šotor nad nami po naših škofih, koliko jih je v Sloveniji. Da je z nami Gospod, potrjujejo tudi duhovniki, redovnice, misionarji. Pravijo, nad 400.000 krajih se oznanja po vsem svetu Gospodovo veselo oznanilo. Pa je med nami tudi po vernikih, po vas, ki ste blizu, da tudi tistim, ki so starejši, ki so doma ali pa tudi v domovih. Da je z nami oznanjajo tudi naši umetniki. Vsi tisti, ki nam slikajo svet še z druge strani. Ne samo tisto, kar se vidi, kar se otipa. Tako ostaja Gospod z nami. Kako pa smo mi z njim? Biva v našem tabernaklju. Se vprašam skupaj z vami, kako ga pozdravimo, ko pridemo v cerkev. Naš poklep, naš priklon, naše sodelovanje v sveti maši. Začutimo, da je med nami, da je razprostrl šotor nad nami, da je naša luč v našem življenju, kot smo slišali v današnji Božji besedi. Odprti smo za Gospoda, to ostanimo. In vsak dan, kot sem že rekel na začetku, kličemo Gospoda naše življenje. Kličemo njo, Marijo, ki je naša mati. Ne bodo z nami tudi svetniki. Morda vsi bomo zadali nalogo v tem letu, da bi kakšnega svetnika še posebej prepoznali in ga tudi v življenju poskušali posnemati. Pa ni treba kaj dosti iskati po koledarju. Morda je to naš posebni krstni zavetnik, da bomo kaj več o njem slišali, da bi bila taka opora po naši poti našega življenja. Naj bo slavljena Sveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen.